Pozdravljeni, smo v Bohinjski Bistrici, točno v prekrasnem kempu in danes vas jaz, Jure, vabim na en prekrasen pohod po Bohinjski Bistrici, kjer ga seveda vsi lahko zberete tudi v času mednarodnega festivala alpskega cvetja. Naredili bomo pohodek skozi naš center Bohinjske Bistrice, Cikonijevega parka, pa na železniško postajo, do Zoisovega gradu, našega muzeja Tomaža Goca in zaključili seveda pri naši občinski stavbi. Tako da, kar pejmo! No, takole, pozdravil sem vas iz edinstvenega spomenika v Sloveniji in to je spomenik Dežju, kajti, če še ne veste, lahko v Bohinju ima dež pomlade. Danes smo pa še naprej po tej potki in prišli do kulturnega doma Joža Ažbana, kjer je pa dejansko življenje Bohinja, kjer se vsako leto zgodi 50 prireditev, 10 društev noter deluje in tukaj se vedno kaj dogaja. Ampak mi pa gremo naprej v Cikonijev park. No, pa smo že v našem prekrasnem Cikonijevem parku. Na pobudo domačinke se pred leti ustanovil tale park in tukaj Bistričani in vsi seveda turisti lahko uživamo v tej prekrasni naravi. Tukaj imamo knjigopešnico in še nekaj, lahko se poročite v tem prekrasnem parku. Naj pa povem, da se imenuje po Cikonijev, ki je vodja del na našem bohinjskem predoru, ki je seveda povezan z železnico, zato se kar odpravimo naprej na železniško postajo. Smo na železniški postaji, ki se je svečano otvorila leta 1906 in še danes ima isti izgled. In torej, to je super točka, da se odpravite na kakšen krasen izlet tudi na Primorsko. Tja vas popelje avtovlak ali pa greste z vlakom pa naložite svoje bicikle zraven. Na sami postaji pa je tudi super čakalnica, ki je kar manjši muzej. Tako da, odpravimo se proti Primorski. No, pa smo pred našo slavno luknjo, samo še 6327 metrov nas loči do Primorske. Ampak jaz sem povem, jaz kar čutim tale topel veter, ki prihaja z Primorske. Ampak, zdaj pa bežimo, da nas ne bo vlak z Primorske. Stojim pod Zoisovo uro, ki je imela eno izredno pomembno nalogo. In to je pomenjati, seveda buditi, spominjati in vsi skupaj naše delavce železarn, da so šli pravi čas na delo. In to je postavil naš baron Žiga Zois, kot tudi tale vrt, ki se mu reče Gospodov vrt. Poleg tega pa seveda stoji prekrasna graščina, takrat so imenovali dvorec in to je Zoisova graščina. Gre za stavbo iz 17. stoletja. Seveda danes ima drug pomen, ampak v tistem času je tukaj živel baron Žiga Zois, bila je upravna stavba, vse skupaj se je tukaj dogajalo. In to je en prekrasen trg v park, ki ga je pred leti preuredila naša občina in seveda tudi občani in turisti z veseljem pridemo sem na počitek. Počitek v tem Zoisovem parku je fantastičen, ampak to je toliko zgodovinski kraj, da še vedno nas zanima ta naša zgodovina in Bohinja ima res veliko. Zato ni boljšega kraja kot pa naš muzej Tomaža Goca, da še kaj več zvemo. Tam pa nas gosti vodja muzejev v Bohinju in kustosinja Anja Poštrak. Od prve poselitve v železni dobi do druge svetovne vojne je doživljal mnoge zgodovinske preteke, ki so zaznamovali tudi kline in trdožive trmaste Bohinjce. Kaj vse se je v Bohinju dogajalo v preteklih stoletjih, si lahko ogledate v muzeju Tomaža Goca. Najstarejši predmet, ki je predstavljen v muzeju, je iz kamene dobe. Takrat Bohinj še ni bil stalno poseljen. Ljudje so se preživljali z lovom, ribolovom ter nabiralništvom. Nekega poletja so iz primorske strani prišli tudi v Bohinj. In v jami na planini v Lazu so našli začasno zavetje. In točno v tej jami
so arheologi odkrili ostanke njihovega kurišča in odbitek roženca. In tale kamniti košček so ostavili v držalo iz lesa ali kosti in že so imeli orodje ali orožje. Za stalno pa so se v Bohinju naselili šele v železni dobi. Iz tega obdobja je tudi največ nahajališč in največ predmetov. Od različnih zaponk do fibul, najbolj poseben pa je tale obesek v obliki rokice. Največja predmeta v muzeju pa sta dve poslikani skrinji iz 18. stoletja. Motivi so zelo preprosti, pogoste so tudi verske podobe ali ornamenti, recimo rozete. V preprostejših skrinjah so hranili pridelke, orodje, najlepše pa so bile namenjene za balo neveste. Če se boste sprehajali po Bohinju, boste na hišah opazili glinene tablice s hišnimi imeni. Nekatera hišna imena so stara več kot 100 let. Nastala so iz osebnih, krajevnih in ledinskih imen, poklica gospodarja ali posebnosti domačije. Najpogostejše domače ime v Bohinju je pri Šoštarju. Šoštar so v Bohinju rekli čevljarju. Pa smo že pri gradnji bohinjskega predora. Bohinjski predor je bil zelo pomemben za Bohinj, za Bohinjce, pomenil jim je okno v svet. Torej takrat se je Bohinj odprl. Tukaj vidimo orodje, ki so ga uporabljali pri gradnji predora. Delo je potekalo večinoma ročno. Povezal je pa seveda Primorsko in Gorenjsko z zahodnimi avstrijskimi deželami. Gradnja se je začela leta 1900, slovesno pa so ga otvorili leta 1906. Predor je Bohinju prinesel razcvet, predvsem na turističnem področju. V Bohinj so začeli prihajati turisti iz celotne Avstro-Ogrske monarhije. Glas o lepotah Bohinja se ni širil le s propagandnimi brošurami, pač pa tudi z mnogimi razglednicami, ki so bile poslane v svet. Del razstave, na katerem je zbranih največ predmetov, več kot 600 jih je posvečen Prvi svetovni vojni. Upam, da se kmalu srečamo v muzeju Tomaža Goca na ogledu stalne razstave, na muzejskem večeru ali pa na katerem izmed drugih dogodkov, ki jih pripravljamo za vas. Spremljajte spletne strani Družabno omrežje Turizma Bohinj in Gorenjskega muzeja, da ne zamudite trenutka, ko se lahko spet podružimo v živo. No, v Bohinju imamo nekaj prav posebnega. To so same dobrote, ki mi rečemo dobrote s certifikatom bohinjsko. Ta certifikat pomeni, da je to tisto najboljše, da je lokalno, da je vse domače in to lahko najdete v vseh naših lokalnih prodajalnah, pri naših ponudnikih, tudi seveda na naši tržnici, ki je ob sobotah. In jaz vam povem, tole se sploh ne more zadržati, ne? To je toliko dobro že izgleda, da brez tega pa ne gre. Tako da, dober tek, kako to dobro diši, tukaj to še je dobro. Ja, dragi moje, polne usta, ampak jaz nimam več drugega, da vas povabim v Bohinj. Se vidimo v Bohinju, se vidimo pri nas doma.